Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Srečanje starejših krajanov krajevne skupnosti Impol. Večer ljudskega petja na Leskovcu. Predstavitev slovenskega društva Transplant. Obnova športnega parka v Slovenski Bistrici po načrtih. Nogometaši Bistrice izgubili proti Nafti. V drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica je pretekli petek potekalo srečanje starejših občanov krajevne skupnosti Impol, ki sta ga pripravila Območno združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Impol. Prireditev so popestrili s pestrim kulturnim programom. V Domu kulture na Leskovcu je preteklo soboto potekal večer ljudskega petja. Prireditev, ki jo je pripravilo Društvo upokojencev Leskovec Stari Lok, je potekala na temo Ljudska pesem o kmečkih običajih. Nastopilo je 9 skupin. Zbrane sta nagovorili predsednica Društva upokojencev Leskovec Stari Lok Alenka Narobe in predsednica Državnega zbora magistrica Urška Klakočar Zupančič. Me bočka je lada imela, ko bom nosil suknjo belo, sabljico pripasano, puškico nabasano. Jazdi, teže rada imela, ko bi me sirota smela, pa mi mami očka branijo. Imaš premajhno kažico. Kaj
čez en mesec ali pa dva, se boš ti za mano jokala. Jaz se že ne bom jokala, rajši si bom zazrala, taki nas zadostnaka. Hiši, to boš jokala. Kaj se boš tako nosila, kakor dan na svetu sama bila, saj še pela se dobi, ki je lepša od zlati. Cajten, kar je dosto glasov, jaz si bom ta zlaki bo pasov, pa naj bo vesela, daje le zadost Boga. Pa naj bo vesela, Daje zadost Boga. 13. oktobra je v knjižnici Slovenska Bistrica potekala razstava slik Moja brazgotina, moje življenje. Razstava se je odprla z okroglo mizo, v kateri so sodelovali člani društva Transplant, ki so prav tako transplantiranci. Pridružila se jim je tudi zdravnica Danica Avsec, ki je odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Sloveniji. Najprej bi opozorila na to, da je potrebno se informirati, da je potrebno poznati tudi način darovanja, potrebno je pa poznati tudi, kaj s tem dosežemo. Zelo dobro je poslušati ljudi, ki so bili transplantirani. S tem se lahko zavedamo, kaj smo naredili, kadar se opredelimo za darovanje, kako smo prispevali k reševanju ljudi v stiski, kadar so tako zelo bolni, da vsak drug način zdravljenja odpade, oziroma je že pač enostavno ni več ostalo drugih možnosti. Ob tem, ko se odločimo za darovanje, seveda za darovanje po smrti, predvsem govorimo o darovanju po smrti, takrat smo dejansko za tem, kar nam je pravzaprav, kar nam ni več ostalo, kar je dejansko obsojeno na propad, omogočili življenje drugi osebi, kar pa ne pomeni, da je preživela samo ta oseba. Veliko dobrega smo naredili za družino, veliko dobrega smo naredili za okolico, bližnjo okolico in ne nazadnje tudi za družbo. Odločili smo se za življenje, izrazili smo, da cenimo vsako življenje posebej. Člani so z nami delili tudi, kakšno je njihovo življenje po transplantaciji. Da rečemo tako, živim normalno življenje, ponovno ali pa še toliko bolj se ukvarjamo športom, tako da v Slovenskem društvu Transplant, oziroma tako bom rekel, jaz sem sicer vodja ekipe transplantiranih v športu. Udeležujemo se svetovnih in evropskih prvenstvih, kjer smo povsod zelo dobri, nas je ponovadi manj kot ostalih, tako kot povsod, ampak imamo pa zelo, zelo dobre uspehe, kar sam pomeni, da lahko živimo normalno življenje, zdravo in nas nič ne ovira. Na koncu okrogle mize smo se s člani pogovorili o pomenu te razstave. Sporočilo današnje razstave je ozaveščanje. Ozaveščanje ljudi o sami transplantaciji, postati darovalec. Da se pokažemo, da smo normalni, oziroma da smo najbolj hvaležni darovalcem, ker brez njih sicer ne bi mogli živeti, in da darovanje organov je najvišja pomoč, ki jo lahko človek da sočloveku. Razstava bo na voljo dober mesec v prvem nadstropju matične knjižnice. S takšnimi razstavami ozaveščamo in spodbujamo donorsko dejavnost tudi v Sloveniji. Ko se eno življenje konča, se lahko prižge luč mnogim drugim. Obnova športnega parka v Slovenski Bistrici poteka po načrtih. Gre za celovito prenovo nogometnega igrišča in atletske steze. Dela izvaja Komunala Slovenska Bistrica. Ko bodo dela zaključena, bo občina pridobila sodoben in konkurenčen športni objekt.
Več o pomembni naložbi je povedal direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica Boštjan Friedrich. Dela potekajo res na polno, tako da na tem mestu gre pohvala Komunali Slovenska Bistrica, ki je izvajalec projekta. Vidite v zadju tudi, da stroji delajo na polno, se pravi v mloži postrojeni, res veliko dela. Zdaj, kar se tiče nogometnega igrišča, se že nanaša kremenčev pesek, seveda tudi je že postavljen zalivalni sistem, tako da zdaj sledi faza še rastnega sloja, potem pa dela se tudi predstavila na atletski del, se pravi atletsko stezo, ker se bo širila steza iz 6 na 8 stez. Postavili se bodo tudi temelji in pa vodi za razsvetljavo. In tako da res mislim, da bo dela zelo hitro končana, tudi če bo nadaljevali v takem tempu in seveda, če bo tudi vreme naklonjeno, spravi, da bo zima mila. In res že vsi z navdušenjem pričakujemo, kakšen bo ta končni izgled našega športnega parka. Kje v tem času med samo obnovo vadijo uporabniki tega športnega parka, predvsem nogometaši in atleti? Ja, nogometaši imajo seveda na voljo igrišče z veliko umetno travo in malo umetno travo, tako da tukaj poteka glavnina njihovih treningov in tudi tekmovanj mlajših selekcij. Člani potem delno trenirajo tudi na igriščih v spodnji in zgornji Polskavi ter v Kidričevem, ker pa tudi igrajo prvenstvene tekme. Kar se pa tiče atletov, največ koristijo atletsko dvorano pod tribuno stadiona. Del treningov se opravlja tudi v naravi, v parku, v mestnem parku v Slovenski Bistrici. Nekateri starejši pa del treningov opravljajo tudi v Mariboru. Tako da je v bistvu poskrbljeno za vse, da kolikor toliko nemoteno lahko upravljajo svoj trenažni proces in pa zdaj v bistvu na vseh nas, da smo malo strpni, potrpežljivi, da počakamo to obdobje in bomo potem res lahko imeli objekt, ki bo zavidanja vreden in na katerega bomo vsi ponosni. Ja, dodal bi tudi to, da bo končna obnova nogometnega stadiona omogočala potem igranje v najvišji, se pravi prvi slovenski ligi, tako da bo nogometni stadion bo imel standard S4. Bo pa tudi, se pravi atletska steza bo pa omogočala, ta širitev iz 6 na 8 stez omogočala izvedbo tudi članskih državnih prvenstev in pa večjih mednarodnih tekmovanj, tako da bodo s to pridobitvijo omogočeni pogoji res vrhunskih športnih dogodkov v Slovenski Bistrici. V derbiju 10. kroga druge slovenske nogometne lige je v Kidričevem domača zasedba KTM Impol Bistrica pričakala drugovrščeno zasedbo Nafte iz Lendave. Ta je točkovno ostala poravnana z ekipo Brinja na prvem mestu tudi po tem odigranem derbiju. Lendavčani so namreč v tem obračunu slavili že 6. zaporedno zmago, rezultat 0-2. Težka tekma, res Bistrica, res en težek, močen nasprotnik, res treba čestitati trenerju in igralcem, res fajna, močna in motivirana ekipa, res vse pohvale njim, ampak mislim, da smo mi čez tekmo potem pokazali svojo kvaliteto in mislim, da smo zasluženo zmagali 2-0. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so z velikimi upi odšli v ta obračun, vendar so na koncu morali povsem zasluženo priznati premoč gostujoči enajsterici. Mi trenerji sploh ne radi govorimo o porazih, bolj govorimo o lekcijah. To je spet ena izmed lekcij, pogledali bomo, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo in bomo probali to popraviti v naslednjem ciklusu treningov in se dobro pripraviti za tekmo z Biljami. Lendavčani so na travnato zelenico v Kidričevem športnem parku prišli kar s 3 igralci v prvi enajsterici, ki so v prejšnji tekmovalni sezoni nosili rdeči dres bistriškega kluba. V vratih je stal Lukas Erjavšek. Ja, zelo sem zadovoljen. Dobro ekipo imamo, dobri smo, tako da je vse super. V polju pa sta svoje delo opravljala in to uspešno Domen Brumec in igralec tekme po naši oceni Luka Poredoš. Ja, zaenkrat nimam res nobenih pripomb, tukaj se res dobro počutim, ampak sem pa hvaležen tudi, da sem lahko igral za Bistrico, res, da sem dobil priložnost v Bistrici. Vodstva ekipe so se 3 omenjeni igralci skupaj z ostalimi veselili že v 3. minuti.
Po priigranem kotu, ki ga je izvedel Luka Pihler, je z glavo Dakića premagal Rok Pirtovšek. Hitro vodstvo gostov pa je presenetilo tudi domačo zasedbo. Seveda ni fajn dobiti zadetka tako hitro, ampak s fanti smo pripravljeni tudi na te zadeve. Tekma se igra 90 minut, tudi če ga dobiš v drugi minuti, ima še ostalo tekmo, da obrneš. Tudi po vodstvu so gostje veliko poizkušali, da bi morda prišli do drugega gola že v prvem delu. Amadej Maroša je takole sprožil v 28. minuti. Hitri, prodorni, Zorica je bil na delu v 40. minuti. 2 minuti kasneje beležimo poizkus Poredoša. Domači vratar Dakić izbija žogo po strelu Zorice v zadnji minuti prvega dela, v katerem pa tudi domači niso bili brez priložnosti ali pol priložnosti. V 30. minuti strel Marsetiča. V 39. minuti bi lahko več iztržili v tej akciji. In v 43. minuti po tem strelu niso dosegli željenega cilja. Nafta je dovolj izkušena ekipa, da ko hitro prejmeš gol, se znajo postaviti, znajo miriti žogo, znajo držati žogo. Pol je težko neke situacije si malo bolj konkretne ustvariti. Smo imeli par dobrih priložnosti, nažalost ni šla žoga v gol. In kaj čemo? V drugem polčasu so gostitelji bolj odločno pritisnili proti Erjavšku. V 47. minuti na delu naveza Marsetič Dukarič. 3 minute kasneje strel Škargeta, blok gostov. Gal Gorenak na delu v 51. minuti. V 53. minuti prvi pravi poizkus v drugem delu gostov. Nato poizkus Maroše v 65. minuti. Več pa bi lahko za domače iztržila v tej akciji Dukarič in Škarget. Skušali smo, imeli smo par dobrih situacij, ampak se mi da vedno smo za en pol koraka zamudili. Tako da nič, čim je treba analizirati tekmo in ni dalje. Predhodnica drugemu zadetku gostov je bil prosti strel Lendavčanov v 73. minuti. Minuto kasneje pa se je pod svoj 8. gol v prvenstvu podpisal Amadej Maroša. Strelec drugega gola v akciji v 80. minuti in nato še 4 minute kasneje. Veliko je na tekmi poizkušal Dukarič, eden od teh je tudi poizkus v 88. minuti. Že v 90. pa Gorenak ogreva dlani Erjavška, ki skupaj z soigralci v Lendavo odnaša velike 3 točke. Škoda 3 točk. Bili smo zmožni. Če bi se mogoče tekma malo drugače vrnila, da bi mi prej zadeli, da bi bili še malo bolj konkretni v napadu, bi seveda bilo lažje za nas. Igrali smo lep nogomet, sploh v drugem polčasu. Nas žal ni nagradilo z golom. Dobri prvenstveni tekmi pa sta svojo dodali tudi obe navijaški skupini, ki sta vzorno bodrili svoje ljubljence na igrišču. Za gostitelje se navijali Atems Boysi, za goste pa Gorgone iz Lendave.